Doktor Jože Guna, pred nedavnim ste obiskovalcem na dnevih elektrotehnike predavali o multimedijskih vsebinah. Nepoznavalcu ali pa slabše obveščenemu poslušalcu lahko zadeva zveni nenavadno. Saj imate vi doktorat iz elektrotehnike, torej trde tehnične vede. Se elektrotehnika razvija v različne smeri? Ja, elektrotehnika se je v zadnjih 50 letih izjemno razvila. Se pravi, če si predstavljamo elektrotehniko, takšno res trdo znanost, se ukvarja pač z znanostjo oziroma raziskovanjem, kako se pač izdeluje elektrika in kako se uporablja. Se pravi, ali pa če pogledamo luči, se je to v zadnjem času razvilo kup enih, ko bi rekel, panog, ki mogoče na prvi pogled nimajo takšno povezavo z elektrotehniko, ampak v bistvu brez elektrotehnike bi danes naš svet kar obstal. Vse naprave, pravzaprav vse, kar primemo v roko, potrebuje za svoje delovanje elektriko. Se pravi, to je neka bazična podlaga. Pa naj bo to, ne vem, osnovni gospodinjski stroj ali pa telekomunikacije, ali pa internetne tehnologije. Tako da teh področij je zelo veliko, tudi na fakulteti smo se na ta način odzvali, tudi recimo multimedijski študij je eno tako področje, ki se izvaja na fakulteti z elektrotehniko. In recimo tudi uporabniška izkušnja je takšno področje, ki je povezano na nek način z elektrotehniko, pa med sabo povezuje različna področja, tako znanja o izdelavi naprav, kot tudi psihološka znanja, kako se uporabniki odzovejo na uporabo takšnih naprav. Se pravi, tudi to je recimo multimedija elektrotehnika. Tako da ja. No, tu gre zdaj za prvo bolonjsko stopnjo. Ja. In boste jim, tako kot ste rekli, ponujali različna znanja. Tako. Pa po prvi bolonjski stopnji pride inženir multimedije, recimo. Tako, ja. Kakšno prihodnost ima lahko, recimo pri zaposlovanju? Jaz mislim, da je ta študij zelo zanimiv. No, seveda, to bodo povedali naši diplomanti, čez 2-3 leta. Me tudi zelo veseli, se pravi, letos se zaključuje prvo leto tega študija, gre za študij multimedije, nove smeri, popolnoma nove smeri, prve stopnje, ampak visokošolske stopnje. In kakor sem rekel, letos se zaključuje prvo leto, zelo smo veseli odziva na ta študij. Razpisanih mest je bilo približno 35-36, na to smo dobili prijav več kot 130. Tako da smo zelo veseli, ker smo lahko res dobili zelo dobre študente, kar se kaže tudi pri rezultatih. Se pravi, imamo tudi študentske projekte, zelo so angažirani, zelo jih zanima. In mislim, da ima tudi lepo prihodnost. Študij združuje različne, kako bi rekel, kompetence, tudi tako je bil namenjen. Nekako sloni na 3 temeljih, 3 stebrih. Eden je inženirski, se pravi, da so to primarno inženirji, drugi je nekako kreativni, da znajo tudi vsebinsko razmišljati, kaj narediti, in tretji so recimo mehka veda, se pravi, kako komunicirati, kako se pogovarjati s stranko, kako poiskati vire, kako biti kritičen do informacij. Danes je problem, recimo sploh internetnih informacij, da jih je preveč in je treba te informacije kritično oceniti. In recimo cilj našega inženirja je, da zna in razume, kako multimedijski sistemi delujejo, naprimer, kako deluje IPTV sistem pri kakšnem IPTV ponudniku, kako delujejo spletni sistemi, kako postaviti spletno stran, tudi kako vsebino noter dati in kako v bistvu potem komunicirati z uporabniki. Se pravi, celovit pogled, ampak primarno so to inženirji. To je recimo dodana vrednost našega programa napram drugim programom. No, ampak ker ste omenili recimo vsebine, internetne vsebine, in nalaganje teh vsebin na to, se pravi, da je lahko tudi nekakšen filter, dober filter recimo, glede ustreznih ali pa neustreznih informacij ali pa vsebin. No, to mislim, da so bolj že, ko bi rekel, novinarska znanja, kjer vsebine so ustrezne stališča, govora in teh zadev. To je sicer pomembno področje, sploh recimo sovražni govor, ampak recimo naši inženirji so bolj, oziroma naši diplomanti bolj inženirji, se pravi, bolj razumeli, kako te sistemi delujejo, kako se jih načrtuje, kako se jih vzdržuje, se pravi, bolj v tej smeri. Kaj jim pa potem koristijo recimo te druge vsebine, mehke vsebine, ki smo rekli, da vi ponujate inženirsko trda znanja? Tako, tudi to se mi zdi zelo pomembno, zato ker inženir mora primarno pač obvladati svoj posel, tukaj je zelo, ni mehko, tukaj ali dela ali pa ne dela njegov sistem, ki ga postavlja. Ampak potem v današnjem svetu pač
hočeš noče, se je treba tudi nekako dobro predstaviti, ne, prodati, tudi to je pomembno. Se pravi, naš inženir mora znati komunicirati in tudi ta znanja, recimo v okviru nekih, se pravi, imamo tudi predmete za to, recimo karierna komunikacija in takšen primer, kodr pa se naši študenti čisto na praktičnem primeru timskega dela čez predmet spoznajo, se pravi, s timskim delom, s projektnim delom, s komunikacijo, se pravi, poleg problema, ki ga imajo za rešiti, se morajo tudi spopadati, kako bojo to rešili, kako bi to najbolj učinkovito rešili. Tako da tudi ta vidik se mi zdi zelo pomemben. No, prej ste omenili, da se vaša stroka, vaša veda zelo hitro razvija. Ja. Bodo imeli ti diplomanti, recimo prvi stopnji, tudi če načrtujete še drugo stopnjo, dovolj tega bazičnega elektrotehniškega znanja, da bodo potem tudi naprej, kasneje, recimo v življenju, v svoji karieri, hitro sledili nekim razvojem. Ja, jaz mislim, da ja. Je pa res, da se sploh naša znanost, se pravi elektrotehniška znanost, pa pol tudi izvedene znanosti, recimo tudi ta multimedijski študij, izjemno hitro razvija. Izjemno hitro razvija pomeni, da se že v roku študija, v teh 3 let, pojavijo nove tehnologije, novi pristopi, ki se jih treba naučiti, se pravi, v bistvu to, kar se morajo na fakulteti naučiti, kar jim mora fakulteta dati, je neko osnovno znanje, da se bodo lahko spopadli in sami naučili tehnologij, ki bojo šele prišle. Se pravi, jaz mislim, da je pomembno, da znajo kritično razmišljati, ocenjevati informacije, jih najdeti in pa tudi se učiti. Se pravi, tudi znanje, kako se učiti, je pomembno, tudi to jih v bistvu učimo. Tako da mislim, da ja, da bi kar v redu skrbljeni. Kakor ste vprašali, tudi drugo stopnjo načrtujemo, seveda, tako da bo to kompletni študij, prva in druga stopnja in na koncu bo v bistvu strokovni magistri multimedije. Kako pa gospodarstvo oziroma ne gospodarske institucije sprejemajo to dejavnost? Če ste imeli kaj stikov z njimi, ker konec koncev to prihaja na trg neka generacija s drugimi posebnimi znanji. Tako, ja. Jaz mislim, da je gospodarstvo tudi kar zainteresirano. Recimo ko bi rekel, naši odjemalci oziroma partnerji z gospodarstva, kodr bi bil naš profil primeren, so recimo ali internetni ponudniki, ali naš, se pravi, telekom operater, ali RTV hiše, tudi kakšna spletna produkcija. Nasploh, kjerkoli je multimedija, bojo naši inženirji primerni, sploh zato, ker bojo znali tudi, se pravi, inženirsko pristopiti. Razumeli bojo, kako te sistemi delujejo, kako jih nenazadnje tudi vzdrževati, nadgrajevati. Razumeli bojo pa tudi, se pravi, znali se bojo pogovarjati pa tudi z, kako bi rekel, vsebinci, ne, tisti, ki zares delajo na vsebinah, se pravi, tudi z mehkimi področji. Mogoče še to, mislim, da je kar velik interes, oziroma mislim, da bo po naših diplomantih, zato ker tudi del, kako bi rekel, denarja financira tudi industrija, tudi za ta prvoletnik študija. Tako da, zdi se mi, da interes je, no. Konec koncev tudi teh naših diplomantov, mislim, da ne bo preveč, vsaj v prvi fazi, se pravi, teh 35, 36, mislim, da bojo, vsaj upam, no, kar razgrabljeno. Tako da, mislim, da potreba potem je, posebej ta inženirski pristop manjka, zato ker kar nekaj sorodnih šol tudi obstaja za multimedijo, ampak so bolj vsebinsko naravnane, ne, niso toliko inženirsko. Kakšno pa je sicer vaše sodelovanje z industrijo? Ne govoriva zdaj točno o teh multimedijskih, ampak recimo o delu, področju, s katerim se vi ukvarjate. In tudi to me zanima, koliko se industrija oziroma gospodarstvo obrača na vas, da jim rešujete kakšne probleme. Zdaj, jaz izhajam iz stroge elektrotehnike, potem v bistvu diplomiral sem iz telekomunikacij, potem sem tudi magistriral in doktoriral, ampak recimo se pa ukvarjam z uporabniško izkušnjo, ne, se pravi, nekako iz trde elektrotehnike pride do uporabniške izkušnje, ampak je neka povezava. Tako da zelo veliko sodelujemo v laboratoriju z industrijo, to se mi zdi kar pomembno. Imamo tako, se pravi, industrijske projekte, kot tudi projekte evropske projekte, zelo različnih področij. To, kar se jaz ukvarjam, je predvsem uporabniška izkušnja, se pravi, kako za posamezen primer, recimo primer je en projekt, imenuje se Drive Green. Ideja je, oziroma cilj projekta je,
najprej raziskati vozne navade, v tem primeru specifično v Sloveniji, Srbiji, Madžarskem in v Turčiji, in potem ugotoviti, kaj ljudi v teh okoljih motivira, ugotoviti, kako jim predstaviti, da bi vozila pa dvigniti zavest o bolj ekološki vožnji, bolj varčni vožnji. Rezultat je pa izdelati aplikacijo za mobilne naprave, se pravi tablice, mobilne telefone, tudi se pravi interne sisteme v avtih, kot da bi ta aplikacija živela in bi ljudem pomagala, da bi vozili bolj varčno, bolj varno. Se pravi, gre za na eni strani tehnološki projekt, kako zdaj tako aplikacijo narediti, izdelati, na drugi strani pa kako jo narediti uporabnikom zanimivo in pa da ima neko dodatno vrednost. Se pravi, tukaj združujemo strogo elektrotehniko, tudi računalništvo, se pravi izdelavo aplikacij, na drugi strani znanje od uporabniške izkušnje, recimo to je en tak projekt. Kaj še imamo? Tudi recimo dosti smo sodelovali s podjetjem Marant na področju tudi optimizacije uporabniških vmesnikov za, se pravi, EHR profil za nek pacientski list, se pravi zdravniški list uporabnika, ki je bil spet primeren tako kot za zdravnika, se pravi, da je medicinsko neoporečen, kot za uporabnika, se pravi tudi, kako zdaj te informacije prikazati, kako jih prikazati na tablici ali pa na telefonu, koliko informacij prikazati. Ne? Tako zelo uporabniško izkušnja, ampak je industrijski projekt. Tako da teh primerov je kar nekaj.